Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem Ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kdaj in kako pokličemo na številko 112? To je številka, ki jo pokličemo, kadar se zgodi nesreča in potrebujemo pomoč reševalcev. Na številko 112 nikoli ne pokličemo kar tako za šalo ali ker nam je dolg čas. Ob klicu na številko 112 umirjeno povemo, kdo smo, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev in kakšno pomoč potrebujemo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek naučil, kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili 112. Zgodbo Ježek Snežek in 112 je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plešastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in 112. Živjo! Se slišiva? Tebi govorim. Ja, tebi, ki bereš mojo zgodbo. Kako se imaš? Jaz sem zelo vesel. Danes je moj rojstni dan in dobil sem telefon. Igračka je, ampak je boljši, kakor pravi. Odrasli mislijo, da se z njim ne da nikamor poklicati. Res je, da ne morem poklicati tja, kamor oni kličejo s svojimi telefoni. Lahko pa pokličem tebe. Vidiš, to je Ježek Snežek, moj najboljši prijatelj. Vedno je z mano in mi pomaga. Imaš tudi ti takega prijatelja? Poglej, cuka me za rokav. Hoče, da sem z njim. Ampak jaz se pogovarjam po telefonu. No, zdaj mi je pa splezal še na ramo in mi šepetal v uho. Počakaj, poskusil ga bom spraviti dol, da se bom lahko še malo pogovarjal s tabo. Ne gre. Drži me za uhelj. Vztrajno ponavlja, da mi lahko pokaže razburljivo igro s telefonom. Kakšno igro? Predlaga, da bi se igrali Center za obveščanje. Kaj misliš? Bova poslušala Ježka Snežka? Običajno ima dobre zamisli. Najprej naj nam razloži, kaj sploh je Center za obveščanje. Spet mi šepeta v uho. Aha, Center za obveščanje pokličeš, če se zgodi kakšna nesreča in potrebuješ pomoč reševalcev. Številka za klic v sili je 112. O, to številko pa poznam. Jo poznaš tudi ti? Končno mi je Ježek zlezel z rame. Zakaj pa zdaj vleče igrače iz omare? Igrali se bomo, da se je zgodila nesreča, pravi. Naučil naju bo, kako se pokliče na 112.
mi že razlaga o igri. Ga slišiš? On bo operativec v centru za obveščanje, jaz pa bom s svojim novim telefonom poklical na 112. Pri tem bom potreboval tvojo pomoč. Ježek Snežek, kdo pa je operativec? To je dežurni v centru za obveščanje. Ko kdo pokliče na 112, operativec dvigne telefon, zbere podatke o nesreči in čim hitreje pokliče reševalce na pomoč, mi pojasni. In kdo bodo reševalci v naši igri? Ježek Snežek pokaže na igrače. Medved bo gasilec, vidra potapljač, krt jamski reševalec, kozorog gorski reševalec, kuža reševalni pes in sova zdravnica. Pripravljeni so tudi gasilski in rešilni avtomobil ter helikopter. Zaslišim škripanje avtomobilskih zavor in nato krik. Z Ježkom Snežkom planeva k oknu. Na cesti pred hišo nepremično leži soseda. Iz avta skoči neznan fant. Steče k sosedi. Joka. Nikogar ni v bližini. Pogledam Ježka Snežka. Tresem se. Še nikoli nisem videl, da bi koga povozil v avto. Poklicati morava na pomoč, krikne Ježek Snežek. Spomnim se, da mame in očeta ni doma. Sam sem in tako me je strah. Jokam. Ježek Snežek me odvleče k telefonu. Pusti me, ga odrinem. Morava pomagati sosedi, vztraja. Daj, pokliči na 112. Ne znam, se cmerim. Ježek Snežek mi porine telefonsko slušalko v roke in vtipka 112. Takoj se nekdo oglasi. Ježek Snežek mi skoči na ramo in mi začne šepetati v uho. Ponavljam za njim. Najprej povem svoje ime in potem, da je sosedo pred nekaj trenutki povozil avto in nujno potrebujemo zdravnika. Nato spet slišim Ježka Snežka. Pozabil si povedati, kje se je zgodila nesreča. To je zelo pomembno, zato povej točen naslov, saj znaš. Čez nekaj minut zaslišiva zavijanje siren. Z Ježkom Snežkom sva spet pri oknu. Rešilec drvi po glavni cesti. Luči se vrtijo in utripajo. Avtomobili se mu umikajo in na križišču zapelje skozi rdečo luč. Drugim avtomobilom to ni dovoljeno. Reševalci pa morajo čim prej priti do ponesrečencev. Pred našo hišo iz reševalnega vozila skoči zdravnik. Ugotovil bo, kakšne poškodbe ima soseda in ji pomagal, mi razlaga Ježek Snežek. In potem? Vprašam. Potem jo bodo odpeljali v najbližjo bolnišnico na oddelek za nujno medicinsko pomoč, mi razloži Ježek Snežek. Bo s sosedo vse v redu? Vprašam. Ježek Snežek prikima. Tudi zaradi tebe, veš, ker si tako hitro poklical na pomoč, doda. Kaj pa bo s tistim fantom? Joka, kot sem jaz malo prej. Zato, ker je v šoku, mi pojasni Ježek Snežek. Kar se je zgodilo, ga je prestrašilo in pretreslo. Od zdaj naprej bo gotovo vozil bolj previdno. Spet se zasliši zavijanje siren. Pridrvi policijski avtomobil. Zakaj pa so prišli tudi policisti?
Vpraša Ježka Snežka. Razloži mi, da operativec o prometni nesreči vedno obvesti tudi policiste. Ti bodo ugotovili, kako in zakaj se je nesreča zgodila. Kmalu se vrneta mama in oče. Tako sem jo vesel. Pripovedujem jima, kaj se je zgodilo in kako sem poklical na 112. Pohvalita me, da sem ravnal prav. Dolgo se pogovarjamo. Povesta mi, kako pomembno je, da ostaneš miren in da hitro in pravilno ravnaš, kadar se zgodi nesreča. Včasih s tem komu reši življenje. Živjo! Spet te kličem. Ježek Snežek je vztrajal, naj te pokličem. Sprašuje, ali zdaj veš, kdaj pokličeš na številko 112 in kaj moraš povedati. Povej na glas, da te bo slišal. Ti bom jaz pomagal. Na številko 112 pokličeš, kadar se zgodi nesreča in potrebuješ pomoč reševalcev. Operativcu v centru za obveščanje poveš, kdo si, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih in kakšno pomoč potrebuješ. Vidiš, vse se začne na črko K. Kaj pa, če bi zdaj poklicali na 112, da bi videli, ali smo si vse zapomnili? Vprašam Ježka Snežka. O, kako se razjezi. Kriči, da se na to številko lahko s pravim telefonom pokliče le, kadar se zares zgodi nesreča. Dobro, no. Obljubim, da ne bom nikoli kar tako za šalo poklical na 112. Samo ne kriči mi več v uho, Ježek Snežek. Lahko pa na 112 pokličemo z mojim novim telefonom in nadaljujemo našo igro. Si za? Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili 112. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter pravilno ravnamo. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru klica na številko za klic v sili 112. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Kdaj pokličeš na 112? A. Kadar mi je dolgčas. B. Kadar se zgodi nesreča in potrebujem pomoč reševalcev. Pravilen je odgovor B. Kadar se zgodi nesreča in potrebuješ pomoč reševalcev. Drugo vprašanje. Kdo dvigne telefon, ko pokličeš na 112? A. Operativec v centru za obveščanje. B. Zdravnik. Pravilen je odgovor A. Operativec v centru za obveščanje. Tretje vprašanje. V centru za obveščanje sprejemajo klice. A. Kadarkoli po dnevi in po noči, saj delajo 24 ur na dan. B. Samo dopoldne. Pravilen je odgovor A. Kadarkoli po dnevi in po noči, saj delajo 24 ur na dan. Četrto vprašanje.
kaj poveš, ko pokličeš na 112? A. Povem, katera je moja najljubša pravljica. B. Povem, kdo sem, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih in kakšno pomoč potrebujem. Pravilen je odgovor B. Poveš, kdo si, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečenih in kakšno pomoč potrebuješ. In še zadnje vprašanje. Ob vsaki nesreči je pomembno, da A. Ostanem miren oziroma mirna in pravilno ravnam. B. Pojem čim več sadja. Bravo! Pravilen je odgovor A. Ob vsaki nesreči je pomembno, da ostanemo mirni in pravilno ravnamo. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, da je človekovo nepravilno ravnanje najpogostejši vzrok za nastanek požara? Zato je pomembno, da se naučimo pravilnega ravnanja, s katerim lahko požar preprečimo ali pa ga omejimo oziroma pogasimo. Ježek Snežek nas bo v tokratni zgodbi podučil prav o tem. Zgodbo Ježek Snežek in požar je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in požar. Zakaj odrasli govorijo o ognju z velikim strahom, kot bi govorili o najstrašnejši pošasti? Razmišljal sem o tem in ogenj narisal kot rumeno zver z rdečimi očmi. Vedno narišem stvari, o katerih razmišljam. Tudi to sem slišal od odraslih. Če ne paziš, lahko iz plamenčka ali iskrice hitro nastane ogromen ogenj. Požar. Zato budno pazim na svojo risbo, da rumena zver z rdečimi očmi ne bi skočila iz nje in se razširila. Ježek Snežek, ki je moj najboljši prijatelj, se mi smeji. Pravi, da me bo moral ognju še veliko naučiti. Rad se igram, da sem junak. Napade me rumena zver z rdečimi očmi in jaz jo premagam. Ježek Snežek se mi spet smeji. Pravi, da narisani ogenj ni še nikogar opekel. S katerim ognjem naj se pa igram? K pravemu me ne pustijo. Ne smem k štedilniku, vžigalice in vžigalnike pa skrivajo na najvišje police. Ogenj sploh ni namenjen igri, mi razloži Ježek Snežek. Ogenj je mogočen. Treba ga je spoštovati, ne pa izzivati. Če z ognjem pravilno ravnaš, ti je lahko veliko pomoč. Kuha, greje in sveti.
Če pa se pred njim junačiš, se hitro obrne proti tebi. V trenutku ti zraste čez glavo in lahko izbruhne požar. Ježek Snežek je vedno tako pameten. Tudi jaz bi bil rad takšen. Prepričal sem starše, da so me ostrigli na ježka. Lasje mi štrlijo kot ježeve bodice, glede pameti pa se ni nič spremenilo. Še vedno ne razumem, zakaj vsi zganjajo ta krom-pompom glede ognja. Potem pa ga neko noč srečam čisto od blizu. Zgodi se takole. Po noči se zbudim. Kašljam. Soba je polna dima. Ne morem dihati. Ježek Snežek me s postelje potegne na tla. Pove mi, da se dim zadržuje pod stropom, zato je pri tleh malo več zraka. Takoj morava ven iz stanovanja, na prosto. Zakaj? Kaj se dogaja? V pižami že ne grem ven. Se upiram. Ježek Snežek mi ostro reče, da ni časa. Pustiti morava obleko in stvari in bežati ven. Zdaj se Ježek Snežek odplazi do vrat in previdno potipa, ali so vroča. Niso, vzklikne. To pomeni, da za temi vrati ni ognja, mi pojasni. Lahko jih odpreva. No, zdaj pa hitro ven. Na hodniku se zaletiva v očeta in mamo. Oče me zgrabi in dvigne v naročje. Čez nos in usta mi potisne mokro krpo, da lažje zadiham. Stečemo ven na prosto. Zunaj opazim, da Ježka Snežka ni ob meni. Ježek Snežek, kje si? Ne oglasi se. Zajočem. Hočem nazaj pon. Oče me ne spusti iz naročja. Mama me miri in mi dopoveduje, da smo zunaj na varnem. Tudi z Ježkom bo gotovo vse v redu. Ne smemo v stanovanje, dokler ne pogasijo požara. Oči imam zatekle od solz in nos ves smrkav. Malo stran zagledam majhno bitje, ki nekaj kriči. Saj to je moj Ježek Snežek. Ni se izgubil. Kakšno veselje! Kriči. Potrebujemo gasilce. Pokličite 112. Šele zdaj vidim, da nekaj oken našega bloka žari. Ostrmim. Notri se šopiri gromozanska rumena zver z rdečimi očmi. Ima 10 glav in še ji rastejo nove. Grozljiva je, veliko bolj, kot pa sem si predstavljal v domišljiji. Pridrvijo gasilska vozila, sirene tulijo in luči zavijajo. Iz vozil planejo gasilci in odvijajo cevi. Rumena zver z rdečimi očmi se od jeze še huje razplamti. Gasilci se junaško spopadajo z njo. Polivajo jo s curki vode. Nekateri ljudje skozi okna kličejo na pomoč. Gasilci jih dosežejo s svojimi dolgimi lestvami in jih spravijo ven na varno. Tudi Ježek Snežek jim pomaga. Pri tem ga ušvrkne ognjeni jezik rumene zveri z rdečimi očmi. Čisto malo mu osmodi bodice, vendar se on ne ustraši. Zvije se v klobčič in se kotali, dokler ni pri meni. Zapomni si to, mi šepne v uho. Če te ujame ogenj, se moraš povaljati po tleh. To ga zaduši, veš? Oba pogledava gor. Bloku začnejo ugašati rdeče oči rumene zveri. Vidim, kako leze skupaj in izgublja moč. Nato usahne
in izgine. Previdno vprašam Ježka Snežka. Od kod pa se je vzela ta rumena zver z rdečimi očmi? Na tiho se bojim, da je morda pobegnila iz moje risbe. Ježek Snežek mi pove, da so pri sosedovih pristavili polno na štedilnik in nanjo pozabili. Olje se je vžgalo in ogenj je hitro preskočil na kuhinjsko krpo, od tam na polico in naprej. Goltal je reč za rečjo, se večal in zrasel v rumeno zver s rdečimi očmi. Ko se vrnemo v stanovanje, obupno smrdi po dimu. Pri nas ni nobene škode, pri sosedovih pa je pravo pogorišče. Vse je črno. Ampak pomembno je, da smo vsi živi in zdravi, kaj ne? Mi pravi Ježek Snežek. Uničene stvari nadomestimo z novimi in stene prebelimo. Zdaj razumem, zakaj se vsi tako bojijo ognja. Na risbo v rumeni zveri z rdečimi očmi sem narisal še gasilca s cevjo. Naj se le premakne, pa bo dobila vodo naravnost v obraz. Na drugem koncu papirja, daleč stran, z Ježkom Snežkom leživa na travi, gledava v nebo in se brezskrbno smejiva. Zvečer prosim Ježka Snežka, naj mi pove zgodbico za lahko noč. Danes si ti na vrsti, mi odvrne in smukne pod odejo. Delam se zaspanega. Čez čas me dregne. Dej no, rad bi slišal zgodbico o tem, kako smo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Se še spomniš? Vidim, da ne bo odnehal. Zato je bolje, da poskusim. Otroci, mi boste pomagali? Ježek Snežek, ukrepal si umirjeno in premišljeno. Poskrbel si za varnost družine, ter tudi za svojo varnost. Res si bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnati med požarom. Še vedno je najpomembneje, da v primeru požara ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete še nekaj minut časa in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru požara. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom pa vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Kaj moraš storiti, če izbruhne požar v stanovanju? A. Pustim vse stvari in takoj stečem ven na prosto. B. Poiščem najljubšo igračo in se skrijem pod odejo. Pravilen je odgovor A. Pustim vse stvari in takoj stečem ven na prosto. Drugo vprašanje. Med požarom se pojavi dim. Kaj storiš? A. Odprem okna in vrata, da se prezrači. B. Ker se dim zadržuje pod stropom, se plazim pri tleh, kjer je več zraka. Pravilen je odgovor B. Ker se dim zadržuje pod stropom, se plazim pri tleh, kjer je več zraka. Tretje vprašanje. Na katero številko pokličeš, če izbruhne požar? A. Na številko 211. B. Na številko 112. Pravilen je odgovor B. Na številko 112. In še zadnje vprašanje.
Kaj storiš, če se ti vname obleka? A. Povaljam se po tleh, da zadušim ogenj. B. Tečem in kličem na pomoč. Bravo! Pravilen je odgovor A. Če se ti vname obleka, se povaljaš po tleh, da zadušiš ogenj. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami zgodba o prikupnem ježku Snežku, ki ga zagotovo že poznate. Namreč ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost za nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša, mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči.
Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiju opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade, odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastajo še mnogo večje in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim. Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh. Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In Ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat. Potem jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj Ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se! Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje.
Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z Ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše. Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam Ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi: povedal sem ti, kaj verjamemo, Ježi. Kaj pa ti misliš? Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru požara v naravi. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Prvo vprašanje. Kakšna je narava med sušo? A. Rastline bujno rastejo, potoki žuborijo in pogosto dežuje. B. Rastline so uvele, potoki so suhi in zemlja razpokana. Pravilen je odgovor B. Rastline so uvele, potoki so suhi in zemlja razpokana. Drugo vprašanje. Kdaj lahko nastopi suša? A. Kadarkoli. B. Samo poleti. Pravilen je odgovor A. Suša lahko nastopi kadarkoli. Tretje vprašanje. Med sušo velikokrat pride do A. Požara v naravi. B. Poplave. Pravilen je odgovor A. Med sušo velikokrat pride do požara v naravi. In še zadnje vprašanje. Na katero številko pokličeš, če v naravi opaziš požar? A. Na številko 211. B. Na številko 112. Bravo! Pravilen je odgovor B. Če v naravi opaziš požar, pokličeš na številko 112. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju.
Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj so poplave? Poplave so naraven pojav, pri katerem se v obilnih padavinah narasle vode razlijejo iz strug in zalijejo hiše in okolje. Poplave sodijo med najpogostejše naravne nesreče, ki lahko prizadenejo veliko ljudi. Poplave je težko preprečiti, lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako pravilno ravnamo v poplavi. Zgodbo Ježek Snežek in poplava je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in poplava. Grr, bum, hju, tresk. Useka strela z neba tako glasno, da ves razred poskoči. Vsi se zazremo skozi okna. Zunaj padajo debele kaplje tako hitro, da jim ne morem slediti. Lije kot iz škafa, bi rekla moja babi. Kdo ve, kaj so to naravne nesreče? Povzdigne glas učitelj, da bi preglasil grmenje. Ne poslušam ga. Ne počutim se dobro. Glava me boli. Naslonim se na mizo in gledam, kako dežuje. Tako je. Naravne nesreče so tiste nesreče, ki jih povzroči narava. Katere naravne nesreče pa poznate? Spet slišim učitelja. Zdi se mi, da njegov glas prihaja iz oddaljenega kota. Kako črno je nebo, pomislim. Še nikoli prej ni bilo takšno. Učitelj pohvali sošolko in skupaj z otroki ponovi. Naravne nesreče so potres, zemeljski plaz, snežni plaz, suša, toča, žled, poplava, poplava, poplava. Obrnem se in pogledam učitelja. Kaj se dogaja? Zakaj kot pokvarjen radio ponavlja poplava, poplava, poplava? Zunaj se zasliši hrup, kričanje. Pogledam skozi okno. Zaradi dežja je reka tako narasla, da se je razlila po travniku. Blatna, polna vejevja in izruvanih debel kipi od silne moči. Običajno se le leno vleče po strugi, danes pa hoče prehiteti samo sebe. Preskoči most in podivja. Za travnikom doseže cesto in hiše. Dere po ulicah in dira v hiše. Ne trka in ne zvoni. Ne umika se in se ne ustavlja. Vse, kar je na poti, vzame sabo. Smetnjake in avtomobile pograbi z enako lahkoto. Strah me je. Obrnem se proti učitelju, ki kriči: Poplava! 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 Ko obupano zajavka: Vsi bomo utonili! Je ves razred v trenutku na nogah. Otroci planejo k vratom in oknom, jočejo in vreščijo. Prerivajo se in v zmedi se razbije šipa. Sošolec se hudo poreže. Nekaj fantov skoči na dvorišče.
voda ne ve, da so le otroci. Pograbi jih brezbrižno, tako kot vse, kar je na poti. Izginejo za vogalom. Pod nogami začutim mokroto. Šola se strese, ko se do konca razbesnela reka zažene v njene zidove. Takrat zaslišim, da me nekdo kliče. Zbudim se. Učitelj me rahlo stresa za ramo in izgovarja moje ime. Krmežljavo pogledam naokoli. Vsi me gledajo in se hihitajo. V resnici sploh ni poplave. Zunaj je celo nehalo deževati in oblaki se trgajo. Samo sanjalo se mi je. Au. Glava me pa še vedno boli. Učitelj mi položi dlan na čelo in reče: "Saj si čisto vroč." Povem mu, da sem tako zelo utrujen. Mami in oči prideta pome še pred koncem pouka in me odpeljeta naravnost k zdravnici. Pregleda me in reče, da bom kmalu spet zdrav, če bom pridno počival, pil veliko tekočine in jedel hrano z veliko vitamini. Ubogal jo bom, ker mi je na roko odtisnila sličico pogumnega leva. Doma me mami spravi v posteljo. Moj najboljši prijatelj Ježek Snežek zleze k meni. Nočem, da bi še on zbolel, a pravi, da se ježi ne morejo ničesar nalesti od ljudi. Naslednji dan, ko se počutim bolje, mu povem, kako sem v šoli sanjal o poplavi. Posluša me in zmajuje z glavo. Na koncu pravi: "Veš, v sanjah ste ravnali ravno obratno, kot bi morali, če bi hoteli biti varni pred naraslo reko." Začudeno ga vprašam: "Kako bi bilo pa prav?" Ježek Snežek, ki vse ve in mi vedno zna vse razložiti, se uleže na mehko blazino in začne pripovedovati. Pri vsaki nesreči, tudi pri poplavi, je najpomembneje, da ostaneš miren. Tako se veliko lažje spomniš, kaj moraš narediti, da se boš pravilno zavaroval. V tvojih sanjah so otroci lezli skozi okna, zato jih je reka odnesla. Veš, s pobesnelo reko se ne more nihče kosati. Niti ti ne. Niti jaz ne. Zato je največ, kar lahko storiš, to, da se je umakneš s poti. Kam pa? Čim višje. Zgornje nadstropje hiše ali na hrib, če si zunaj. In potem? Počakaš tam in pokličeš pomoč. Katera je že tista telefonska številka za klic v sili? 112, sej veš. Malo me hecaš, a ne? Ne, samo preverjam, ali jo še znaš na pamet. Veš, medtem ko si ti spal za šolsko mizo in sanjal, je učitelj vse to razložil tvojim sošolkam in sošolcem. Res? V sanjah je bilo videti, kot da nima pojma o tem, da se moraš pred poplavo umakniti čim više. Ah, ne. Vse dobro ve, saj sem ga poslušal. Rekel je, da bi se v poplavi vsi zbrali in mirno odšli v zgornje nadstropje. Tam bi počakali, dokler se voda ne bi umaknila. In veš, kaj je še rekel? Da boste imeli vajo, ko se vrneš v šolo. Kakšno vajo? Igrali se boste, da vam grozi poplava, in preverili, ali se znate mirno umakniti v zgornje nadstropje in tam počakati. O, to bo pa razburljivo. Zato pa zdaj zaspi, da se čim prej pozdraviš. Ti bom zapel uspavanko. Po enem tednu sem že zdrav. Oči mi vkatno toči vodo.
Ježku Snežku predlagam, da bi se igrala pod mornico. Ampak on ne mara vode, zato sede na omaro čim dlje od nje. Kaj pa, če bi prišla poplava? Ga vprašam in razburkam vodo v kadi, da šprica po vsej kopalnici. Ježek Snežek se zasmeji in odvrne: Mene že ne bi dosegla, ker sedim tako visoko. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno in pravilno ravnamo v poplavi. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru poplave. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Si v šoli, ko pride do poplave. Kaj storiš? A. Poslušam učitelja, učiteljico in skupaj se mirno umaknemo v zgornje nadstropje. B. Čim prej skušam pobegniti iz šole domov. Pravilen je odgovor A. Poslušam učitelja, učiteljico in skupaj se mirno umaknemo v zgornje nadstropje. Drugo vprašanje. Na katero številko pokličeš na pomoč? A. Na številko 112. B. Na številko 211. Pravilen je odgovor A. Na številko 112. Tretje vprašanje. Ali lahko prečkaš narasli potok? A. Da, saj znam plavati. B. Ne, ker ima narasla voda močan tok in me lahko odnese. Pravilen je odgovor B. Ne, ker ima narasla voda močan tok in me lahko odnese. In še zadnje vprašanje. Kaj so naravne nesreče? A. Nesreče, ki jih povzroči človek. B. Nesreče, ki jih povzroči narava. Bravo! Pravilen je odgovor B. Naravne nesreče so nesreče, ki jih povzroči narava. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga morda že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je potres? Potres je naraven pojav, pri katerem se tla nenadoma zatresejo. Ti tresljaji so lahko tako šibki, da jih niti ne občutimo. Včasih pa so tako močni, da se tudi kaj podre. Potresov ne moremo napovedati, niti jih ne moremo preprečiti. Lahko pa se nanje že vnaprej pripravimo. V tokratni zgodbi nas Ježek Snežek poduči, kako pravilno ravnati pred, med in po potresu.
Zgodbo Ježek, Snežek in potres je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa je poskrbelo lutkovno gledališče Fru Fru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek, Snežek in potres. Ko sem bil še čisto majhen, je prišel k meni pravi živi ježek. Ostal je in zdaj je že nekaj časa moj. Drugi otroci imajo kužke, mucke in papagaje, jaz imam ježka. Je edini jež na svetu z modrimi očmi in snežno-belimi podicami. Zato ga kličem Snežek. Kot vsi otroci se tudi jaz rad pogovarjam. In ker imata mama in oče bolj malo časa, se največkrat pogovarjam z ježkom. Ja, z ježkom Snežkom. Odraslim se zdi čudno, da se pogovarjam z ježem. Pravijo, da se z ježi ni mogoče pogovarjati, ker ne govorijo istega jezika kot mi. No, se pač naučiš njihovega jezika, ali pa se oni naučijo tvojega. To res ni težko. Ježek Snežek je mene naučil govoriti po ježevsko, jaz pa njega po slovensko. Kako pameten je, čeprav je majhen. Saj vem, v knjigah piše, da so ježi gozdne živali, ki po noči kobacajo naokoli in si iščejo hrano, zimo pa prespijo. Moj ježek zna več kot samo to. Zna plesati in risati. Z mano se igra človek, ne jezi se. Skupaj kradeva piškote iz hrambe in skupaj sanjava. Moj ježek pa me je naučil še nekaj zelo pomembnega. Povedal vam bom, ker to lahko tudi vam nekoč pride zelo, zelo prav. Z očetom sva tisti dan prišla domov prva in tako je začel kuhati kosilo. Ali tudi vi težko čakate na kosilo? Jaz postanem ravno pred kosilom najbolj lačen. Včasih se ne morem upreti sladkarijam. Kako to razburi mamo in očeta, si lahko mislite? Začelo mi je kruliti v želodčku. Zdelo se mi je, da oče čisto prepočasi kuha. Ne zdržim več, sem šepnil ježku Snežku. Splaziva se v shrambo po piškote. Ježek Snežek je bil takoj za to. Dogovorile sva se, da bo on zamotil očeta, jaz pa bom ta čas izmaknil piškote. Toda očeta ni bilo treba zamotiti. Nekdo je pozvonil pri vratih. Oče je šel gledat, kdo je, jaz pa sem smuknil v shrambo. Hitro sem si nabasal žepe s piškoti. Takrat pa so se stresla tla. Police v shrambi so se zamajale. Padel sem, name pa moka, sladkor, makaroni in cela gora piškotov. Slišal sem očeta, kako kriči: Potres! Potres! Vendar nisem mogel do njega. Postalo me je strah, kot me ni bilo še nikoli prej. Niti po noči, pa sem se bal vseh vrst pošasti. Zagotovo bi me strah pojedel, če ne bi zagledal svojega ježka Snežka, kako teče k meni. Ježi imajo 4 tačke, zato lahko hodijo tudi, ko se tla močno tresajo. Prišel me je rešit. In ker je bil tako zelo pameten, je tudi zdaj dobro vedel, kaj storiti. Potegnil me je pod kuhinjsko mizo in me stisnil k sebi.
Prijela sva se za eno od nog mize, da naj ni tako premetavalo sem in tja. Takrat je zid pri oknu počil in nekaj ometa je padlo po tleh. Ustrašil sem se. Ježek Snežek me je miril, da sva pod mizo na varnem, ker je trdna. Zdelo se mi je, da se svet nikoli ne bo nehal tresti. Pa se je. Nekaj časa sva še ostala pod mizo. Večkrat se je še malo zatreslo, potem pa je bilo čisto zares konec. Stisnil sem se k Ježku Snežku in zajokal. Nikoli več ne bom kradel piškotov. Nikoli, nikoli več. Takrat sem mislil, da je bil potres kazen za moje dejanje. Ježek Snežek mi je razložil, da to ne gre tako. Vsak otrok kdaj pa kdaj kaj ušpiči, pa se zato še ne podre svet. Potresi se zgodijo zaradi premikov globoko v zemlji, ki so daleč stran od nas in nanje ne moremo vplivati. Šla sva v predsobo. Oče je stal med podboji vrat čisto pri miru in ničesar ni rekel. Kaže, da so tudi očetje kdaj česa ustrašijo, čeprav so večinoma zelo pogumni. Zagotovo pa je zelo pogumen moj Ježek. On je vzel v roke telefonsko slušalko in na številko 112 poklical reševalce. Takoj zatem je začel zvoniti očetov telefon. Bila je mama. Kmalu je pritekla domov in takoj sem izlezel v naročje. Šele takrat sem začutil, da se je vse dobro končalo. Od takrat se z Ježkom Snežkom velikokrat igrava potres. Tisti, ki je na vrsti, lahko kadarkoli nenadoma zavpije potres. Drugi pa mora narediti vse, da se zavaruje. Hitro sem se naučil, da med potresom ne smem bežati iz hiše. Skriti se moram pod nekaj trdnega, mizo, klop ali posteljo in tam počakati do konca potresa. Kadar sem blizu vrat, stopim med podboje, kot je takrat naredil oče. Kaj pa, če bi se potres zgodil ravno, ko bi se s tabo sprehajal po ulici? Sem nekega dne vprašal Ježka Snežka. No, ti bom pokazal, je zamrmral. Ko smo šli z očetom in mamo na sprehod, je nenadoma zavpil: potres! Bil sem zbegan. On pa me je potegnil za rokav in zdirjala sva stran od hiš in dreves. Ta bi se v pravem potresu lahko podrla na naju. Ustavila sva se šele sredi travnika v parku. Oče in mama sta bila huda. Ježek in jaz pa sva ležala na travi in se smejala. Bila sva na varnem. Nad nama so bili le puhasti oblaki, ki pa jih zlepa noben potres ne sklati z neba. Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost, poleg tega pa si res bister in pogumen. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako ustrezno ravnati pred in med potresom, ter kako ravnati po potresu. Najpomembneje pa je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, ter da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru potresa. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek.
Prvo vprašanje. Kdaj lahko pride do potresa? A. Do potresa lahko pride kadarkoli. B. Do potresa pride takrat, kadar nagajam. Pravilen je odgovor A. Do potresa lahko pride kadarkoli. Drugo vprašanje. Med potresom si v hiši. Kaj storiš? A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod nečim trdnim. B. Hitro se z dvigalom odpeljem do pritličja ali pa stečem po stopnicah ven. Pravilen je odgovor A. Ostanem v hiši do konca potresa in si najdem zavetje pod nečim trdnim. Tretje vprašanje. Kam se skriješ, če si med potresom v hiši? A. Skrijem se v omaro. B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Pravilen je odgovor B. Skrijem se pod mizo, klop, posteljo ali pa stečem med podboje vrat ali k notranji steni. Četrto vprašanje. Kaj storiš, če si med potresom zunaj? A. Stečem v prvo hišo in se tam skrijem. B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. Pravilen je odgovor B. Stečem stran od hiš, dreves, električnih in drugih napeljav. In še zadnje vprašanje. Na katero številko po potresu pokličeš pomoč? A. Na številko 112. B. Na številko 211. Bravo! Pravilen je odgovor A. Po potresu pokličeš pomoč na številko 112.